pozdravljeni v Gospodu imeni, še zadnjič v nedeljo, v tom, kako še pravi, v Gospodu bomo lete 2024. In za današnji dan sem eno takšno pridigo ti pripravil, ki je mogoče nenavadna. Ne vem, če sem že dočil, ko bi se od te osebe pri nas v cerkvi predgalo, ampak rad bi, da za nas, za razmišljanje, za nazaj in pa tudi za naprej, ker smo skoro lepo povemo že v starom lete, pogledamo Hagaro. Što znaš, što je Hagara? Veručno vprašanje. Učiteljica Suza se me smegej. Što je bila Hagara? Šlo? Sluškinja, pre kom? Pre Abrahame in Sare. Tako, in ker vidim, ker na to preveč dobro ne idemo, prešteli to zgodbo, ki govori o tem dogodkih, ko se je to dogajalo. Kaj se mora očali dođati? Vsi, ki imate Biblijo plus, imate tudi dobre komentarje glede te zgodbe. In sicer v 1. Mojesovi 16, to piše, žena Saraja, takrat je še bila Saraja, in žena Saraja Abramu, kasneje je bil Abraham, ni rodila otrok, imela pa je egiptovsko deklo, ki je bilo ime Hagara. Saraja je rekla Abrahamu, glej, Gospod mi ni dal, da bi rodila, pojdi k moji dekli, mogoče bom po njej dobila otroka. Abram je poslušal Sarajo. Potem, ko je preteklo 10 let, odkar se je Abram, vidite, kako mi to avtomatski ide, naselil v kananski deželi, je Abramova žena Saraja vzela svoje egiptovsko deklo Hagaro in jo dala možu Abramu za ženo. Šel je k Hagari in je spočela. Ko pa je videla, da je spočela, je začela zaničevati gospodarico. Saraja je rekla Abramu, ti si kriv, da me žali. Dala sem ti svojo deklo v naročje, ko pa je videla, da je spočela, me je začela zaničevati. Naj Gospod sodi med menoj in teboj. Abram je rekel Saraji, glej, tvoja dekla je v tvoji roki, naredi z njo, kar se ti zdi prav. Tedaj je začela Saraja z njo tako trdo ravnati, da je Hagara pobegnila od nje. Gospodov angel jo je našel pri studencu v puščavi, pri izviru ob poti proti Šuru in rekel je, Hagara, Sarajina dekla, odkot prihajaš in kam greš? Rekla je, bežim od svoje gospodarice Saraje. Gospodov angel je rekel, vrni se k svoji gospodarici in se podredi njeni roki. Potem mi je Gospodov angel rekel, silno bom namožil tvoje potomstvo, da ga ne bo mogoče prešteti. In Gospodov angel je rekel, glej, spočela si in rodila boš sina in daj mu Izmaele, kajti Gospod te je slišal v tvoji stiski. Ta človek bo pravi divji osel, njegova roka bo proti vsemu in roke vseh proti njemu. Nasproti vsem svojim bratom se bo naselil. Imenovala je Gospoda, ki je z njo govoril, ti si El-Roj, rekla je namreč, jaz sem res tukaj videla tistega, ki me je videl. Zato se vodnjak imenuje Ber Lahoj Roj. Glej, je med Kedešom in Beredom. Gospod Jezus, hvala ti je za te zapis dogodkov, ki so se dogajale v davnini in prosim te v tom jutri, da nam pomoreš, da bi razumeli tvojo besedo, što nam šteješ ti povedati, Gospod dragi. Tudi iz tega teksta nas uči za naše življenje, za naše vsakodnevje, da znamo, kako živeti po tvoje volji. Amen. Ena zelo zanimiva zgodba. V tistem času je bila to praksa. To moramo znati, to je ne bilo nekaj nenavadnega, da je gospodinja dala svojo deklo svojimi gospodari za ženo oziroma za nadomestno mater.
Tu vidimo tudi, da Abram v tistem času, da je živel sorazmerno dobro življenje. Ne je bil nekši bogi pastirček nekje na poljani, kako bi si mi to mogoče predstavljali, kajti služkinje se ne mogo vsaki privoščiti. To je samo tako malo iz konteksta, da bi razumeli. Ampak vzeti svojo služkinjo in dati svojemu moževi, da bi ti rodila sina, je malo čudno. Tudi v današnjem času si mi tega ne moremo zamisliti. To, da podobne stvari se tudi gnezdi in dogajajo. Znate, obstaja zelo veliko žensk, ki nosijo otroke drugim ženskam, ki bi šele biti mamice, seveda za dobre penaze. V Sloveniji je to uradno prepovedano, ampak ne glede na to, tu se ide za en popolnoma drugačen dogodek. Kajti dostakrat se tudi mi znajdemo v tej osebi Saraje, da nam Bog nekaj obeča in smo tako mala deca, ka se ne moramo včakati in ščemo Bogu pomočiti. Bog, jaz ti pomorem, ka se tvoje obečanje meni izpuni. In tako je tudi ta Saraja bila to. Bog nima je obečal potomca, ampak ne je bilo nika z toga. In je ščela Bogu pomočiti na tej način. In danes bi gnez bi rad, ka ne gledamo na Abrama in Sarajo, ampak ka svoj pogled osredotočimo na Hagaro. In ne vem, če smo že poslušali predgo od njej. Zdi se nam namreč, ka so te vrstice, tu, ki so zapisane, dosta ne nanašajo na njo in dosta krat jo spregledamo, ker smo vedno osredotočeni na Abrahama in Saro in izraelsko potomstvo, ki je iz vsega tega išlo. Ampak, idem po vrsti, Abram, nujca potomca. In ker njegova žena Saraja ne zanosi, se domislite tega nadomestnega materinstva za služkinjo Hagaro. In Saraja se nikaj ne vidimo tudi, da bi se posvetovala, ampak jo vzeme in jo da svojemu možu. Brez njene privolitve. Enostavno se je to od njej kot služkinje pričakovalo, da sodeluje in v Boga. In zanosla je, izpolnila je željo ali naročilo svoje šefice ali vodja tega klana in to je eno takšno, lahko bi v našem učenju pravili, eno nečloveško dejanje. Sigurno tudi za Sarajo ta situacija ne bila enostavna. To moramo tudi razumeti. Ampak o tem bi lahko učili do drugič. Toda gremo naprej. Ne samo, da je tej otrok med nosečnostjo rasto, se je v Hagari tudi vzdignilo nekaj samozavesti. Vidimo, prešteli smo, ko se je začela iz Saraje malo norčevati. Bila je ponosna. Ges leko, toliko ti ne mreč. In ges leko mu zdaj imela, mu verjetno si mislila, eno novo funkcijo v toj družini, novo vlogo. Na vse zadnje je ona tista, ki je noseča. Na vse zadnje ona pod srcem nosi potomca Abrami. Torej, to je krajno le kratek čas. Saraja začuti, ko se tu razvija in sistem vladanja vdari nazaj, da tako povemo. Saraja dobi od Abrama dovoljenje, kaleko za to uporno služkinjo napravi, ko poč ščej. In to vidimo, da je Saraja za njo zelo hudo ravnala. Očitno so sledili tedni, meseci poniževanja, nadlegovanja in stanje je gratalo tako slabo, tako neznosno, da Hagara več ne izdržala in končno pobegnila. Pobegniti v puščavo. Samo kroj od tega, samo kroj od tej družine, kroj od tega, čeprav možnost dve ne vem, ko me čaka. Preživeti v puščavi je enostavno. Misli si je, pa sploh se ne ide za mene.
Ker sem samo sredstvo za dosego cilja. In znate, tudi dan danes v našem času je v bistvu to norost, da ljudje postanejo lutke interesov drugih ljudi. Hagara je bila kot ena obstranska vloga, nepomembna. In dostakrat mi v naših življenjih se srečujemo z takšnimi obstranskimi vlogami ljudmi. Pred kratkim je bilo svetovno prvenstvo v Katari. Tisti, ki smo gledali, što je bil svetovni prvak? Pred kratkim je to bilo. Že skoraj da več ne vemo, tudi jaz sem se ne spomnil. Ker mi to zdaj trenutno ne bil pomemben. Ampak občudovali smo si nove stadione, ki so vse to znovo napravili, ker to nikaj ne bilo, ne? Kako to lahko napravijo tisti, ki imajo penaze. Ampak, znate, što je to delo? To besedno moderne sužnje Indije, Pakistana. Po neuradnih informacijah je na teh gradbiščih mrlo 6,500 delavcev. 400 do 500 so priznali. Obstranska oseba, o katerih se nič ne goči. Ampak, da so te ljudje prišli se služiti, ali tam v Katar, kruh, da so imeli doma družine, s katerimi so začeli preživeti in so se več nikdar ne domov vrnile. Obstranski aktere. Ne zanimajo nas dan danes begunce. Se spomnite malo nazaj, par let, da so se te begunske valove začale. Tudi mi kot cerkev, ko se smo pokrenili, da bi pomagali tudi Ukrajincom, da bi pomagali ostalim, ki so šli. Tudi mi kot družina smo pripravljeni predelati hišo, da bi sprejeli begunce v svoj dom. Ampak dan danes se skoraj več nič od tega ne goči. Vse je minilo. Ne zanimajo nas deca, ki od 7. leta naprej morajo delati v tovarnah po svetu, da lahko mi za 1 evro ali pa evro pa pol se kupimo majice ali pa hlače. Se si predstavljali, koliko je to mogoče? Glavno, kaj je fal. Pa kaj ide na naše lokalno, kmetke, sigurno ste že čuli očitke, ja pa von lahko koliko subvencij dobite, ne? Ampak mnoge ljudi sploh ne zanima, da nemaš omejenega delavnika, da ti je delavnik lahko tudi 16, 18 ali pa 20 eur. Važno je samo, ka mleko ne košta več kot evro, pa meso tudi to nikdar po kile, ne? Ljudje gledajo samo to, kako do toga se pride, in to se več nišče ne pita. Ljudje dostakrat opazimo, pa v resnici se sploh ne ide za mene. Pa glavno, kak jaz delam, ka imam svojo službo, ka upravim, te vse vrede. Toda biti viden, biti cenjen, da se nekdo resno za tebe zanima, da te nekdo pogreša. To so naše potrebe, ki jih imamo vsi mi. Naša samopodoba se zelo hitro prilagaja sisteme, v katerem živimo. In mnogi bi lahko o tem gučali. Ko so naše osnovne potrebe? S čemu, ko nas prepoznajo? Zato, ker sem to, ko sem. No, ljudje znajo, što sem. S čem, deca? S čem, ko me ati pa mama vidita, da napravim veliki stolp? Poglejte, deco, da narišajo lepo eno risbo. Ko hitro približijo, pa pokažejo, gledajte, ko sem napravil. Ko mi je uspelo. Ati mama otakata videla, ko se znam z biciklom pelote, pa se za ročaje ne držim. To so, pred deci vidimo naše osnovne potrebe. To vsi mi nucamo. Da se vdarim doj koleno, pa krvavin.
Lepo je, ko se nikak za to zanima, ko malo popiha, ko flajšter gor zalepe, če trebej. Hagara je bila v enoj takšoj situaciji. Za njo se je dosta nišče nej zmenil. Bila je sredstvo za dosega cilja. Naša življenja so včasih kot tekmovanja, kako bi lahko mi igratelji bolje vidni. In pogosto zaradi tega trpimo, ker ne dobimo pozornosti, kako bi si ščeli. Tisti, ki delate v šolaj, v vrtcaj, kajkokrat vidite, da so negajivi otroci, ampak v resnici nucajo pozornost, nucajo ljudi, štiri se njim posvetijo, kajti to jim manjka. Neskončno število ljudi trpi zaradi tega in potem iščejo danes v modernem svetu klike v družbenih omrežjih, všečke, iščejo čim bolje popolne fotografije ali videe, ki bi se jih čim bolje videlo, čeprav to oni sploh več ne so, ko objavljajo, se pretvarjajo. Čeprav opazimo, da je to več ne eno realno, resnično življenje. Pa v resnici se ne ide za mene. Mnogi bi lahko to tudi v tom letu pravili. Leto krize, smo mi kot državljani, da se to povem, dosti krat lahko opazili, da vse, ko se v državi dogaja, pa v bistvu ide to nekako mimo nas. Se nas niti ne dotakne. V gospodarstvu vidimo, stvari idejo po poti, ka ne vemo koma. Ampak vidimo, da se malo nekam, gospodarstvo to pravi, čudna situacija je. Ne gočijo še od krize, ne še od krize, ampak čudna situacija je. In zato si dosta ljudi predvideva za to, da bi postali vidni. Ljudje ne dosegnajo po legalnih poteh, da bi potegnili pozornost, se lepijo na ceste, to v Avstriji je moderno, štrajkajo, vidimo danes v Srbiji, ko se dogaja zaradi korupcije. Nekatere zaradi pomanjkanja pozornosti z avtojami zapeljajo med množice ljudi, jih pobijajo, samo zaradi pozornosti. Za ženo so se pogučavali tudi te fant, ki je ubijal z nožem v Zagrebu. Kaj je nico? Pozornost. In dragi moji, znate, kaj je navarnost v vseh teh stvareh? Tudi danes mediji toliko o tem poročajo in da mladi zdaj vidijo, to je cool. Vsi o njem bučijo. Malo jih gleda in misli na posledice vsega tega. Pa jaz sem tu rekel, pa te vsi od mene pisali. Žalostna situacija, ampak ljudje iščemo pozornost. In Hagara, ona je mogla oditi, ker je ne dobila pozornosti. Napravila je vse, ko je mogla, verjetno se je malo povišala potem vsem tem, ampak je mogla oditi. Ampak, draga cerkev, situacija kakšakoli je, Bog nas ima na vidiki. Mi jim vidimo tu, pri Abrahamu in Saraji, mi ne vemo, kako se njima dva odzvala. Ne piše nič. Če sta jo iskala, če sta jo pogrešala, nič ne. To, da vidimo pa nekaj, da je Boga to ne pustilo namere. Bog je šel in jo je poiskal. In tu štejemo, da je angel, v razlagaj piše, da je to bil sam Bog, prišel in našel tam privodnjake. Do te ženske je ne bil ravnodušen. Čeprav je svetopisemski tekst
osredotočeni na Abrama in Sarajo in Izraelce tako dole, pa tu vidimo, da se kamera v toj zgodbi, a to povem, svojo pozornost usmeri v puščavo na Hagaro, kajti tu je zdaj njeni trenutek, oziroma za Boga je bila pomembna, potrebna, željena. Dostakrat se zgodi, da tudi najstniki v njihovih uporniških letih zbežijo od doma s tem sporočilom, pa me sploh še što je pogreša, pa nemate me rade, pa sploh ste pozabili, ko obstajam. Videli ste, zdaj čiza to malo idem, čizak našega mačka Nega. In ko še mi povedate, prezari pa tudi pri drugih so tako še skuze tekle, ko smo ga imeli radi in pogrešajo ga deca, normalno, tudi vsi ostale. Še itak ga iščemo, ne vemo, mogoče še pride nazaj, mogoče več ne. Ampak tu, ko še mi povedate, za Boga je bila Hagara pomembna. Za Abrahama in Sarajo služkinja. In angel ali Bog ima tu eno sporočilo in sicer pravi je to, svoje besede uporabi. Hagara, imam dve novice za tebe. Eno dobro in eno slabo. In ne je pito. Štero ščeš prlej. Čuti, ampak pravi, eno slabo imam za tebe. Svojim besedem pravi. Ti moraš nazaj. Ti moraš nazaj k Abrahame in Saraje. Angel je ne razložil, zakaj tak poč je. In to se nam tudi dostakrat zdi, dostakrat pri naših težavah, da enostavno ne imamo odgovora ali ga ne vidimo, ampak tak poč je. Zakaj? Ne vem, ker tak je. Svet je zdaj takšen, kak je. In to se ne da spremenilo tako hitro, tudi ne zdaj, za 2 dni, da bomo od kaledare obrnili. Krize do ostale. Vojno v Ukrajini in Izraele tako hitro ne bomo končale, ali če se končala, se ne je to hitro pozabili ali ne bomo mogli odmisliti. Hierarhija v podjetju ali firmi, kjer delaš, se tako hitro ne je spremenila. Šef, verjetno tu ne je tako hitro drugi. Globalne omejitve gospodarstva. Ne vemo, ko bude. Čudna je situacija, sem prav prelej. Zahteve naših staršev, ko ščejo, zahtevajo od nas, to poč je to, kak je. In se to hitro ne je spremenilo. In kot Hagara leko poskušamo mi, pobegnite, ampak znajmo, da nas čas ali svet v šterom živel zelo hitro nazaj do hotel. In ne glede na to, na štero letalo boš sedel gor, bežal boš mogoče sam pred sebo, pred svojo veliko nezadovoljno osebnostjo, pod pomanjkanjem pozornosti. Kakole bo šel, ne mreš vujti sam sebe. Hagara se je mogla vrniti. Vsaj za zdaj, ne za vedno. To je bila slaba novica. Tudi obstaja tudi ena dobra novica. Dajmo toliko potomcev, da jih ne da mogoče prešteti. Noseča se. In kmalu boš rodila sina in daj njemu ime Izmael, kar pomeni Bog čuje. Ko je Gospod čul, on je videl, da je ona trpela v situaciji, ki je. In spet o Izmaeli, posledicah tega rojstva in tole beko, pa drugo predgo napravili, ampak ne je to naša predga, ampak Hagara je to besedo nucala. Ona je nucala to sporočilo. Ona se je zdaj počutila zgubljeno, ampak ljubljeno. Ona je bila v bistvu izročena na milost in nemilost tome Abrahamove rode, obravnavana kot lastnina, ne kot človek, ampak Bog je vse to videl. Videl je njeno krivico, ki se je dogajala, videl je ponižanje. Bog je videl njene solze.
Videl je izkušnje, štere je nabrala v tom času in kako težko je šlo skozi to. Bog je videl in Bog je sočustvoval za njo. In Bog je imel odgovor. Ona, sluškinja, je postala mati velikega naroda. Tako Abraham in Saraja še vedno čakata, to je bilo obljubljeno tudi njej. Hagara se zaveda, da ima Bog za njo veliki načrt, njeno življenje ima namen. Za Abrama in Sarajo je bila ona le sredstvo za dosego cilja, zdaj pa se je v misli porajena nova podoba. Njena samopodoba je postala drugačna. Bog jo je videl in jo je peljal za rokov. Oseba z lastnim dostojanstvom je postala, z lastnim vipanjem. In draga cerkev, Hagara se je vrnila v svoj stari svet. Bila je poslušna Bogu. In ne vemo, ko se je dogajalo v njenih mislih, v njenih čustvih. In tako smo tudi mi. Idemo spet v eno novo leto. Ne vemo, ko je se zgodilo. Ne vem, ko se je drugače. Če je sploh kaj drugače. Hagara je znala, da sta stopa nazaj v svoj stari svet, da je to ne čaka postelja obdana z rožicami. V Abrahamovem gospodinstvu je bilo še vedno težko, to, da nekaj se je vendarle spremenilo. Spremenila se je ona sama, ki je znala, da ima vrednost. Da neodvisno od tega, ko se Saraja in Abraham od njej mislita in ko z njo ravnata. Ne, ampak da je pomembno, da Gospod gleda in se skrbi za njo. Znala je, obstaja nekak, ki me gleda, za šterega sem pomembna, ki je del ali ki je vzrok moje sreče, ki je vzrok mojih solz veselja. Da obstaja nekdo, šter mi je mar za mene. In da pridejo težki trenutki, ki pridejo. Se je takrat spomnila tistega srečanja, tom obsturance z angelom ali z samim Gospodom. In te je spoznala, da je Bog tisti, ki me vidi. In tu bi zaključil z pridgo. In vprašanje na vas. Znate, kako se je potem kasneje išlo z Hagaro in Izmaelom? Leko tej del še tudi preštemo, da bomo imeli celovitost. Ona je ostala še naprej pri Abrame in rodil se je što? Abraham je obljubljen sin in Sare. Izak, tako. In nekaj časa sta živela skupaj. In potem pridemo do 1. Mojsijeve 21. In tu vidimo, da od 9. vrstice naprej štemo. Ko je Sara nekoč videla sina egipčanske Hagare, ki ga je rodila Abramu, kako se posmehuje, rekla Abramu: naženi to deklo in njenega sina, kajti sin te dekle ne sme dedovati skupaj z mojim sinom Izakom. Ta beseda Abrahamu zaradi sina ni bila prav nič pogodu. Bog pa mu je rekel: naj ti ne bo žal ne dečka, ne dekle. Poslušaj Saro, karkoli to poreče, kajti po Izaku se te bo imenovalo potomstvo, a tudi iz deklenega sina bom naredil narod, kajti tvoj potomec je. Abraham je zgodaj vstal, vzel kruha in meh vode, dal to Hagari na rame in jo za dečkom poslal proč. Šla je in blodila po Beršebski puščavi. Ko pa je voda v mehu pošla, je vrgla dečka pod enega od grmov. Potem je šla in sedla od streljaj puščice daleč, rekla si je namreč: naj ne gledam, kako deček umira. Ko je tako sedela v bližini, je na glas zajokala. Bog pa je slišal dečkov glas in Božji angel je iz nebes poklical Hagarjo ter je rekel: kaj ti je, Hagara? Ne boj se, kajti Bog je slišal dečkov glas od tam, kjer leži. Vstani, poberi dečka
in ga drži sa svojo roko, kajti iz njega bom naredil velik narod. Bog, ki je tedaj odprl oči, da je zagledala studeneč. Šla je, napolnila meh za vodo in dala piti dečku. Bog je bil za dečkom, rastel je, prebijal puščave in postal lokostrelec. Živel je v Paranski puščavi, mati pa mu je dobila ženo iz egiptovske dežele. Vidimo, da tudi takrat, da se je Abraham mogel odreči svojega sina po Hagare, je Bog na njeno zvestobo, ki jo je imela do svoje služkinje, ne pozabil, ampak se skrbo še naprej. In tako se tudi mi, ne glede na okoliščine, šteli se znajdemo, ne obupajmo, ampak gledamo na našega Gospoda, kajti Gospod nas vidi. Če je videl tom Hagaru in njenega sina, da sta v puščavi ležala in dobesedno umirala, to ono je lahko zagotovilo, da vidi tudi nas. Gospod dragi, hvala ti je za tvoje besede, Gospod dragi, hvala ti je, da se lahko iz tvoje besede ščimo, da lahko iz tvoje besede zajemamo upanje. In Gospod, hvala ti, da znamo, da si ti naš Gospod, ki se skrbi za nas. Bog, katerim je mar za nas. In Gospod dragi, te prosim resnično, naj v tej samozavesti, da smo tvoja deca, Gospod dragi, da smo tvoj izvoljeni rod, da smo dediči tvojega kraljestva, v toj samozavesti idemo tudi naprej. Tudi v bodočem letu, ki je pred nami, Gospod dragi, naj gledamo na tebe, vsem, kako bomo se srečavali, Gospod dragi, naj zavipamo tebi, tvojemu vodstvu. Amen.